Bil sem pravzaprav na sestanku z organizatorji Roma Pride. Kaj se je zgodilo? Mislim, situacija se začne leta 2025, ko smo se soočili z 30 napadi na tovornjak med Rome Pride 2025. Ljudje so nas klicali teroristi, morilci, čeprav nismo imeli nobene nacionalne zastave s seboj. To smo bili mi, preprosto Judje in queer osebe. Večkrat smo prosili organizatorja Parade ponosa v Rimu, naj zavzame stališče in nam dejansko dovoli sodelovati v koordinaciji, torej na zboru lokalnih LGBTQ+ organizacij. In med sestankom 25. maja so nam dejansko povedali, da nismo dobrodošli v tej koordinaciji, pa še to ne. Povedali so nam tudi, da letos ne bomo imeli dostopa do tovornjaka med parado. In veste, imeti tovornjak ne pomeni samo vidnosti za skupnost, ampak tudi varnost. Ker po tem, kar se je zgodilo lani, si lahko predstavljate, da je za nas nemogoče varno sodelovati brez, veste, varnosti, ki jo zagotavlja ta platforma. Tako sem med srečanjem, bil sem na sestanku z organizatorji. Tako sem bil pravzaprav eden prvih, ki je prejel informacije. Pravzaprav sem 2 leti delal za Parado ponosa v Rimu. Tako da je bil to res težek in tudi čustven trenutek zame. In potem so izdali to izjavo 5 minut po tem, oziroma 10 minut po tem, ko smo zaključili sestanek. In uporabljali so to platformo proti tako majhni organizaciji, kot je Cache Italia. To je vznemirjajoče, to je ogabno. In da tukaj v Evropi leta 2026 Judje še vedno ne morejo sodelovati. Jaz bi niti nočem reči na Paradi ponosa, ampak na splošno v družbenem kontekstu, kot so te dogodki, veste. Ste v zadnjih letih dejansko opazili spremembo v vedenju do vaše skupine in drugih članov skupnosti, ne le strani organizacij, kot je Rome Pride, ampak tudi strani ljudi? Če pogledamo nazaj na naše sodelovanje pred 3 leti, je bil to poseben trenutek, ko nas je množica med parado spodbujala. Seveda so vedno bili, veste, neki manjši antisemitski napadi, vendar niso bili tako odmevni in tako nevarni kot tisto, kar se je zgodilo lani. Veste, potem, ko smo za 1 leto prenehali, ker smo se zaradi varnostnih razlogov in te povezanosti z gibanjem počutili ogrožene, in potem smo lani ponovno sodelovali z našo evropsko organizacijo na Paradi ponosa v Rimu. In letos, veste, so organizatorji jasno pokazali to spremembo, ampak ljudje na splošno, veste, spreminjajo svoj odnos do naše organizacije. Ampak ponovno, smo organizacija, ki se osredotoča na vprašanja antisemitizma in diskriminacije proti queer osebam, s katerimi se soočajo italijanski in evropski judovski queer ljudje. In veste, včasih sploh nimamo povezave z Izraelom. Nekateri naši člani sploh ne volijo v Izraelu. Mi ne moramo niti, veste, nimam številke Netanjahuja, tako da ga ne morem poklicati in mu reči, naj preneha. Torej, stvar je v tem, da je splošno stališče, ki ga ima queer gibanje trenutno, da bi morali zavzeti stališče. Ampak to je po definiciji IRA oblika antisemitizma, če od judovske osebe zahtevaš, da zavzame stališče glede dejanj tuje države. Tako da je to nekoliko nesrečno. Ariele, najlepša hvala. Ariela Heller, predsednica Cache Europa, hvala in želim vam vse najboljše v prihodnosti. Najlepša hvala, da ste nam dali prostor za to platformo. Zelo pomembno je, da se to sporočilo razširi po vsej celini, po Izraelu, povsod. Gre za vprašanje demokracije. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za to